Branko Drobnak je borzno-posredniško hišo Poteza ustanovil leta 1992. Na lestvici najbogatejših se je znašel leta 2007. Takrat smo njegovo premoženje ocenili na 47,2 milijona evrov. In leta 2008, ko je bilo njegovo premoženje po naši oceni vredno 119,6 milijona evrov. Potem pa je prišla svetovna finančna in gospodarska kriza. Mi smo bili takoj za Istrabenz, druga finančna institucija, ki je pravzaprav ugotovila, da nima smisla se nadalje zadolževati ali kakorkoli vleči zgodbe, zato ker so vsi finančni kazalci jasno usmerjali na to, da če se ne zgodi čudež, se ne more iziti bilanca oziroma ne moremo vrniti kreditov. Najhujše je bilo leta 2009, ko meni bilo jasno, da moramo hitro prodati vso premoženje, ki ga še imamo. Stresom, ki ga je bilo v tistih letih veliko, se je spopadal po več poteh. S športom, osebnimi svetovalci, branjem knjig, tudi ezoterike, pravi. Ja, takrat imaš srce stalno nekje pod grlom in je stres izjemen. In to pomeni, da je stres stalen, 24 ur na dan, mesece. In to lahko človeka uniči oziroma zdravstveno zelo ogroža. Jaz sem veliko v tem obdobju športov in to me je rešilo, ker v nasprotnem primeru bi po mojem zbolel. Zanimal nas je njegov pogled na lestvico najbogatejših, katere del je bil včasih. Jaz nikoli nisem gledal, koliko je bilanca moja osebna, ampak mi je bilo pomembno, ali imamo dovolj sredstev, da bomo neko novo idejo razvijali in smo te ideje pravzaprav konstantno iskali. In tako je večina ljudi živi. Ne razmišljajo, jaz pa hočem biti prvi na lestvici ali pa drugi, ali pa hoče imeti X vredno premoženje, ampak vidiš neke priložnosti in tečeš za njimi. Tako smo narejeni ljudje. Zdaj živi mirnejše življenje, pravi. Jaz sem zdaj, bi se reklo, skoraj v tretjem življenjskem obdobju, glede na moja leta in glede na moje izkušnje. In zdaj je vedno bolj pomembno, da živim usklajeno, mislim, med mojim umom, med mojim duhom in mojim fizikusom. In seveda ta fizikus pa zahteva svojo nego. Ravno tako potrebuje trening in to precej treninga. Duhovnost je pa tako nekaj, kar pride z leti pa z izkušnjami. In če je to primerno uravnoteženo, je potem življenje mogoče zdaj lepše pa bolj prijetno, če gledam dan pa dan, kakor je bilo takrat, ko je bila neka lestvica ali pa neko mesto na lestvici.